Ja, dobro jutro vsem skupaj, dobro jutro Manja. Ja, danes seveda smo ob Ljubljanici. Tudi Ljubljanice bi lahko rekli, da je neke vrste čarobna reka, reka sedmih imen. Mnogo skrivnosti se skriva v teh vodotokih, ki pripljujejo sem v Ljubljano, ampak čarobnost je pa del tudi tvojega življenja, ne? Magija, iluzionizem, mentalizem in tako naprej. Že preko 20 let, ne? In s tem si služiš kruh. To je tudi fascinantno, to je tudi čarovnija, ne? Res je, to si dobro povedal, tudi to je čarovnija. Pač, jaz mislim vseeno, da vsak lahko si služi kruh s tistim, kar rad počne, če to počne vestno, strastno in predano. Star si bil koliko? 6-7 let, ko se je vse skupaj začelo? Kaj si najprej zajca s klobuka potegnil ven ali klasike variante? Klasike, ja. Najprej sem balon želel pičiti, pa ni šlo, ne, da bi počil. Ampak ja, pa s časoma se naučiš, da so tudi načini, tudi drugačni načini. Ne, kjer mora glava verjetno delati precej več. Ne? Tako je. Siegfried und Roy, potem je bil Copperfield, Houdini še dolga leta nazaj. Ne? So to idoli ali si želel biti nekaj čisto svojega? V bistvu so tudi vsi ti, ki si jih naštel, so bili moji idoli, pa nekako sem se navdihoval pri različnih čarodejih. Ampak ja, ko sem pa odraščal, sem pa v bistvu videl, da so te psihološke iluzije še nekako moja največja strast. Mojemu prijatelju, ki je danes tukaj, ne, tale dež prijetno naliva tele kanuje. Ne? Se da to narediti, da je to osuši, da to zgine? Lahko naredim, ampak je kar drago. Kar drago. Ok, mu bomo dali račun. No, jaz bom prebil let, čakajo nas še seveda lušne punce, pa seveda tudi vsi ostali, ki bodo preizkusili to magijo. Ja. Kaj bova midva storila? Rad bi naredil en eksperiment, veš, če si imel kdaj izkušnjo branja misli, kako da ugotoviš, kaj kdo misli? Bi tudi račune lahko izstavljal. Ja, ne? Ja. Ampak je tako, da lažje si vizualiziramo enostavne simbole. Ne? Zdaj pre zakomplicirane simbole je težko, pa tudi besede so predolge. Imam zelo enostavne simbole. Glej, imaš krogec, imaš 3 črte, valovite. Evo, reka Ljubljanica, recimo, ja. Tako, ja, kvadratek, to bi bila nočna romantika, zvezdnato nebo. Ok. To bi bilo okno spodaj, pa plus. Ali plus, križ, ja, ali pa... Pozitiva. Pozitiva, evo, odlično. Danes smo pozitivni, tako. Zdaj, moramo sam našim gledalcem povedati doma, da se nisva dogovorili ničesar vnaprej. Ničesar. Okay, to, kar ti ne veš, kaj se bo zgodilo, to bo spontano. Je fair? Prima vista, tako. Prvič se vidimo. Evo, ja. čarovnija. To so že više sile in tukaj se duhovi, ali kaj zdaj prihajajo, magični, tako v redu je. Prosim te, en simbol, katerikoli želiš, si boš izbral, ostali 4 daj proč, da jih jaz ne vidim. Simbol, ki ga pa izbereš, si pokaži kameri, dobro si ga zapomni in ga drži v rokah. Ostale dam stran. Ja, en simbol, ki ti lahko kaj posebnega pomeni, lahko je čist naključna izbira. Stari 4 daš v stran, simbol, ki ga izbereš, daš v roke in ga ne pozabiti. To je zelo pomembno. Lahko se pozabiš samo simbola, ne, prosim. A cool? Ja, in dam zdaj to, kar sem izbral tudi stran? Ne, me je v rokah. Ok, imam v rokah. Ne pozabiti simbola. To je neke vrste telepatija, je pa tudi neke vrste malo body language. Ja. Okay, malo, če se sprostiš, malo rame, roke, bolj proti meni, tako ja. Če si predstavljaš na veliko simbol med nama. Jaz bi rekel, da si kar vseeno romantičen človek tukaj, ladjica, nočno nebo, bi rekel, da si izbral... A si izbral zvezdo morda? Ok, 1:5, 20% možnosti, da bi zadev. Lahko me izzoveš še enkrat, pa si še enkrat izbereš simbol, lahko izprobaš istega ali pa drugega. Upam, da imamo še toliko časa. Spravi še enkrat, ponovijo zgodbo. Ja, lahko je isti simbol. Mešamo karte, ne? Lahko je naključna izbira, probaj sam. Ok, izbrano, dal sem stran, ostalo. Lahko obrnem. Ne, še pokažem kameri. Ok, prosim, ja. Ok. Dobro. Jaz mislim, da nisi šel bolj relax, ne kameri kazati, tako. Ne, ni zvezda, ampak ni... So ravne črte, niso krive črte. Veš kak, jaz mislim, da je... Te bom vprašal, povej mi da, če tudi se zmotim. A je cool? Torej, če tudi se zmotim, reči da. Imaš kvadrat? Da. Imaš plus? Da, rečeš, a ne? Imaš 3 črte? Da. Ne moreš ti reči da, ne? Da. Imaš krog? Da. Zdaj te bom pa vprašal, za vsak simbol pa boš rekel ne. Dobro? Ja. Imaš krog? Ne. Imaš kvadrat? Ne. Imaš plus? Ne.
Imaš plus, imaš. Pokaž. Zdi se mi, da bi moral imeti za seboj kilometri in kilometri igre pokra mogoče, ne? Kajti tudi oni znajo morda kar marsikaj skriti z mimiko morda, ali pa gre tukaj tudi za ogromno psihologije, verjamem. Malček je psihologije sigurno, poker mislim, da ti ne dela težav, vseeno imaš kar kameno lice. No ja, ampak včasih pride prav, še rajši nikoli, ampak okej. Ja, tako je. Sedaj pa te bom prepustil, ne, da presenetiš nekoga ali pa več oseb, ki se bodo prepustile tej magiji. Tako da ja, ni še konec našega druženja in teh čarovnij. Ja, zanimivo bo vsekako v nadaljevanju. Hvala za enkrat, pa bodite pozitivni še naprej. Hvala. Jo, je krasno, super, me že, ko mi čakam, da bomo videli, kaj vse bo še ušpičil.